kaj je skupni imenovalec za nekaj dodatnih kilogramov, ki so malo odvečni, za izzive s prebavo, torej ne greste vsak dan, ni glih optimalno, ni barva ta prava, ali pa je zaprtje, ali pa driska, ali karkoli podobnega. Potem pa mogoče še holesterol, celo jemljete zdravila, in pa izzivi z jetri, ki se jih po največ možnosti niti ne zavedate, ker jetra ravno ne bolijo, samo kažejo z drugimi simptomi svoj klic na pomoč, da je nekaj narobe. Kaj je skupni imenovalec tega? Danes boste izvedeli. Dr. Urška Videmšek, lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Vnetja. Točno, vnetja so tista skriti odgovor vsega skupnega. Tako da skrita vnetja pa so zelo velik problem, ker ne vemo, kje se v telesu nahajajo, kje so, koliko so močno, kako dolgo že trajajo, ne? Teda jim moramo res posvetiti zelo veliko pozornosti. Ampak vse to se na nek način navezuje, ne? Torej vnetja, jetra povzročijo holesterol, zaradi tega, da bi se obvarovala, mi holesterol nižamo, nič ne poteka, kot bi moralo, kilogrami se nabirajo. Je tukaj povezava, ne? Tu je direktna povezava, ne? In enkrat, ko smo v tem krogu, kar nekako ne znamo ven iz njega priti, ne? Ker res, tako kot si rekla, jetra poskrbijo za vsa ta skrita vnetja s tem, da začnejo proizvajati čim več holesterola. Ker holesterol, v bistvu, njegova funkcija v telesu je, da blaži vsa ta vnetja, da takoj poskrbi, da se za te vnetja utišajo, da jih telo balansira, ne, znevtralizira. Torej, če nam pri zdravniku rečejo, holesterol je povišan, je to direkten in najbolj možen signal in dejstvo in dokaz, da so v telesu prisotna vnetja. Res je, res je. Zdaj imam priložnost, pa bi rada pri tebi preverila, kaj sama misliš o tem. Poslušala sem en podcast o zdravilih za holesterol, za katera so pravzaprav povedali, da so izjemno škodljiva, ker ne razumemo ustrezno holesterola in da si dejansko delamo veliko škodo v glavi, v možganih, ki so v bistvu tako in tako sama neka maščoba, a ne? In pa tudi sicer na libidu, na vseh drugih zadevah, če jemljemo ta zdravila proti holesterolu, da v bistvu preveč se to napade, da je narobe razumljeno. Res je, tu se moram strinjati s tem, ne. Dejansko, če že pogledamo deklaracijo od zdravil za nižanje holesterola, je en kup stranskih učinkov, že tam navedenih, ne. Ne poznamo pa še vsega, kar v telesu se dogaja, a ne, ko mi uživamo ta zdravila. In tako kot si omenila, začne vplivati na naše možgane, na naše miselne procese, na naše nevronske poti, ne. To je tisti prvi znak mogoče, ko niti nismo toliko pozorni, ampak opazimo tiste prve znake, da se nekaj dogaja. Ampak občutek je, kot da je zadaj, mislim, ker sem slišala vse te informacije, meni se je zdelo, Madonna, a zdaj to je ena teorija zarote, a ne? Ker navedli so tudi, da je farmacija, ker so imeli interes, da vedno več teh zdravil prodajo, in danes, če pogledamo, zelo veliko ljudi je zdravila proti holesterolu, da so ves čas tudi nižali, a ne, to mejo, kdaj je treba ta zdravila začeti jemati. In da to v bistvu vso maščobo v telesu napade in so potem veliki problemi zaradi tega. Res je, res je. Ta meja za holesterol se, mislim, da v zadnjih 10 letih precej znižala, ne. In tudi še zdaj se znižuje, sploh pri ljudeh, ko imajo kakršnekoli potrjene znake težav z srcem, nasplošno z razgradnjo maščob, pri njih še dodatno znižujejo, ne. In mi se moramo pa zavedati, jaz imam rada to primerjavo, da naše telo potrebuje maščobe za delovanje, ne. Avto brez olja tudi ne deluje, ne. Mi moramo imeti te maščobe, zdrave maščobe, mi jih potrebujemo, da lahko naše telo normalno deluje. A ne, v končni fazi hormoni potrebujejo maščobe za normalno delovanje. In kaj se zgodi, ko mi te maščobe odvzamemo? Enostavno hormoni imajo cel žur, smo hormonsko neuravnoveseni in vemo, da to ne moramo čez noč mi tega urediti nazaj, ne. Je treba le spremeniti in prehrano in vse, ker moramo vedeti, hormon plava v maščobi, ne. In če mi to vzamemo, normalno, da ni ne libida, ni ničesar več. Ker dobre maščobe pa torej lajšajo oziroma mirijo vnetja. Ja, res je.
v nadaljevanju boš tudi zaupala, katera je tista stvar, ki jo priporočaš, kar je minimalno, kaj lahko naredimo za to, da bo to dobro za odvečne kilograme, da bo to dobro za prebavo, da bo to odlično za jetra in da bo odlično tudi, kar se tiče vašega problema z holesterolom, ki je pravzaprav problem s skritimi vnetji. Je pa tudi Marija Kočevar spregovorila o tem, kakšna je povezava, kaj je tukaj pomembno, prisluhnimo nekaj njenim modrosti. Povišan holesterol je posledica nekih drugih neravnovesij v telesu. Razlogov za to je več. Ponavadi nam kaže na neko dogajanje v telesu, neka vnetja, vnetni procesi ali neke poškodbe, ki jih je treba sanirati. Zdravniki zelo dobro vejo, kako ljudje po operaciji imajo povišan holesterol, zato ker takrat se telo zelo trudi, da bi tiste rane zacelilo, ker holesterol je bistveni gradnik naših celic, celičnih membran. Torej, skupni imenovalec izzivov z jetri, z odvečnimi kilogrami, s holesterolom, tudi z drugimi zadevami, skrita vnetja. In dr. Urška, vidim še, kar je najmanj, kaj lahko naredimo za to, da bi zaobjeli cel ta spekter nekih izzivov, se pravi, po domače povedano, da ubijamo več muh na en mah. Jaz bi tukaj vsem priporočala formulo za črevesje in pa jetra. To je res najmanj, kar lahko naredimo, ne, za sebe. In meni je tale formula všeč, čist tak, ker vsebuje res krtače za naše črevesje, rečemo tukaj noter je psilium, je glina noter, je laneno seme, ne, in to so res take krtačke našega črevesja, ko res vse tiste skrite kotičke, divertikle, vse to popraska, vse obloge, tudi tiste obloge, ko jih imamo mogoče še iz otroštva, ne, to bo vse vam popraskalo. Hkrati so pa noter tudi vse te začimbe, zelišča, ne, od kumine, origana, potem imamo vse te stvari, ki res blagodejno delujejo na naše jetra in pa na naše črevesje, ne. In s tem jih bomo mi hkrati podprli v njihovem delovanju, hkrati pa bomo počistili odvečne stvari ven iz telesa. Se pravi, tole bo odlično za naš holesterol, za odvečne kilograme, za težave z zastrupljenimi jetri. Na koncu koncev imamo tukaj ogromno stvari, ki se povezujejo ravno s tem in telo kliče po tem, da se umirijo vnetja in da grejo toksini ven. Res je, res je. In to je res prva pomoč. Takoj, ko zaznamo povišan holesterol, formula za črevesje in pa jetra. Ne. Kako pa užijamo to? Čisto preprosto je tole za uživanje. Ne. Jaz imam najrajši, da se to zjutraj naredi na tešče. Ne. Noter je mirca, se vzame mirca, pač po navodili bom tako rekla, ne. 3 do 5 mirc gre za odraslega človeka. Ne. Damo ali v mlačno vodo, ali jaz imam najrajši vodo. No. Zmešamo, pa hitro spijemo. Ne čakati, da se to naboti v en tak puding, ne, ker tistega res ne bomo pojedli. Tako da res mora biti, takoj ko zmešamo, spijemo, ne se ustrašiti majčkeno pikantnega okusa v zadnje, to je le origano, ne, ampak to vemo, da dobro deluje za naše črevesje. In jaz bi to priporočala kar narediti celo kuro, po potrebi še dodati kakšen mesec oziroma 2, sploh takrat, kadar so res te dolgotrajne težave, ne, da že mi dlje časa vemo, da imamo težave s holesterolom, z kilogrami, da vemo, da je dlje časa trajajoča težava. Ne. Odlično. Evo, še kakšno informacijo več najdete na klepetobkavi.si in tudi posebno ponudbo, kjer lahko dobite keto granolo, ki je odlična za zajtrk, povsem gratis, in pa seveda še več vseh teh nasvetov in povzetek našega današnjega pogovora. Kaj je torej skupni imenovalec s kilogrami, holesterolom, malce tudi jetra, kaj je skupni imenovalec, kot smo slišali, skrita vnetja, in imamo torej domače načine, da si pomagate v udobju svojega lastnega doma in to zrihtate sami, po domače povedano.